Pred otvoritvijo kopalne sezone potekajo v mestnem kopališču Murska Sobota še zadnje obnovitvena dela. Kopalce bodo namreč pričakale številne novosti, ki jim bodo polepšale preživljanje poletnih počitnic ob bazenu. Novosti je kar nekaj, predvsem tiste, ki se vidijo, se pravi, veliko je bilo vloženo v samo infrastrukturo. Stare dotrajane betonske plošče na vhodu so zamenjali novi tlakovci. Kot vidimo tudi tu so bile betonske stopnice med novim olimpijskim bazenom in starim olimpijskim bazenom, ki smo jih prav tako zamenjali s tlakovci. Zelena zasaditev je v celoti nova, ob tej ograji, ki nekako omejuje kopalni del z ostalim delom kopališča, je nova zasaditev, ki bo prišla do izraza šele drugo leto. Sanitarije so generalno prenovljene, tako da tisti, ki so v preteklosti imeli zadržek, ker so bili pač stare toliko in toliko, nimajo nobenega razloga več ali pa ovire, da ne uporabijo sodobnih sanitarij. Gostinski lokal je nov, se pravi tisti star montažni objekt, ki je bil do sedaj, smo odstranili, ker dejansko ni izpolnjeval več svojih funkcij in sta ga zamenjala dva nova kontejnerja. Zakaj kontejnerje, bodo nekateri rekli, žal je to območje vodovarstveno in ker ni še občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje, razen teh prefabrikatov, druge gradnje niso možne. Tako da smo se poslužili kontejnerjev kot infrastrukture za gostinstvo, ampak mislim, da boste v celoti izpolnila naša pričakovanja. Vsa oprema v kontejnerjih, eden je namenjen pripravi hrane, drugi pijači, je profesionalna, tako da ni nobenih zadržkov, da ne bi zadovoljili vseh želja in potreb naših obiskovalcev, bodisi po hrani ali pa po pijači. Cene smo hranili na lanskem nivoju, naš cilj dejansko pri upravljanju kopališča ni dobiček, pač pa želimo zagotoviti kvalitetno preživljanje, bodisi počitnic, bodisi dopusta vsem našim obiskovalcem, še posebej pa našim občankam in občanom. Velik poudarek obnovitvenih del pa je, kot že rečeno, temeljil predvsem na prenovi same gostinske ponudbe in pa postavitvi novih gostinskih objektov. Letos smo na mestnem kopališču Murska Sobota pripravili kar nekaj novosti. Namreč imeli bomo gostinsko ponudbo v lastni režiji. Glede dobave smo apelirali bolj na domače ponudnike z našega okoliša. Ponudba hrane in pijače je sestavljena tako, da si bo vsak nekaj našel zase. Tudi na naše malčke nismo pozabili, kar se tiče sladolednega programa. Kar se tiče pa novosti, moram pa omeniti še opremljen prostor za prirejanje piknikov. Kdor bo želel najeti ta prostor, mu lahko nudimo tudi vse gostinske storitve. Naj omenim tudi, da smo nabavili nekaj dodatnih ležalnikov ob bazenu. Gostinski del pa se ponaša z na novo pokrito teraso. Postavili smo pa, kot vidite, že tam obstoječa kioska za izdajo hrane in pijače. Ja, upamo, da se bo letnega kopanja udeležilo čim več občanov. Sprejeli bomo tudi vsako pohvalo, zadovoljstvo, dobrodošla bo tudi vsaka kritika in na podlagi tega se bomo trudili še naprej, da bomo izboljšali zadovoljstvo strank. Vabljeni vsi. Omenjeni prostor za piknik je trenutno še v fazi izgradnje, bo pa še pred iztekom te kopalne sezone dokončan. Ja, prostor za piknik bo v bistvu verjetno v funkciji malo pozneje. Smo pa v tem delu zamenjali ograjo in seveda tudi uredili okolico. Kajti vemo, da je tam bilo enih 20 metrov, 30 metrov zaraščenega dela kopališča in škoda, da ga ne bi funkcionalno uporabili. Uradna otvoritev letnega kopališča Murska Sobota bo potekala to soboto 9. junija, že dan prej pa bo kopališče tudi prostor pestrega dogajanja. 8. je množična prireditev, ki organizira Dom starejših Rakičan, se pravi srečanje domov in do zdaj je prijavljenih 820 udeležencev iz celotne Slovenije, kar pomeni najlepšo reklamo za to kopališče, kajti
videli ga bodo v živo in ponesli, jaz sem prepričan, lepe spomine na ta dogodek v svoj kraj. In lahko pričakujem tudi mogoče obiskovalce, ki bodo preživljali dopust v našem delu Slovenije, da bodo tudi obiskali še večkrat to kopališče.